Pozdravljeni. Vsi si želimo kolektivov in ljudi, ki se razvijajo, se učijo in so zavzeti. Sploh ob trenutnih spremembah. A kaj, ko se prepogosto zgodi, da znanje, ki ga ponujamo, preprosto ne deluje? Je dolgočasno ali pa celo duhomorno. In smiselno vprašanje, ki se ga marsikdo v tem primeru zastavlja, je, zakaj bi potem v to vlagal? Predstavljajte si, da se po celodnevnem usposabljanju vozite domov. Pa naj vas vprašam, koliko ste si zapomnili? Znašli smo se v času, kjer znanja nikoli ni bilo toliko, kot ga je prav zdaj. Žal, pa enako velja tudi za distrakcije. Smo v ekonomiji pozornosti, kjer se za našo pozornost, za naše dragocene vire, za naš čas borijo dobro premišljene in dobro preračunane rešitve, kot so obvestila, opozorila, opomniki, sporočila. In seveda, če bi zdaj vprašal, marsikdo med vami morda, prav ta trenutek razmišlja o nečem drugem ali počne nekaj drugega. Kaj ne da? Zadnje čase marsikdo že prav prosi za nekaj, kar mu pritegne pozornost in jo tudi zadrži. Na način, ki bo kar se da enostaven za posameznika. To je redek resurs, ki ga prehitro izgubljamo. Na srečo pa obstaja zelo enostavno orodje, prijetno orodje, učinkovito orodje in poceni orodje. In to je humor. Sem Matic Kadliček in humor pri delu jemljem skrajno resno. Zakaj? Ker iz lastne izkušnje in iz vedno večjega števila resnih raziskav vemo, da se več naučimo, kadar se počutimo dobro. Sploh pri vseživljenjskem učenju, ki je dandanes nuja, vemo, da to zelo pozitivno vpliva na naše fizično zdravje, na naše psihično zdravje, v končni fazi na naše denarnice in na naše družabno življenje. Pogosto se zgodi, da humor jemljemo preveč zlahka, preveč z levo roko. Kot da je to neke vrste nepotreben luksus, kot da je to nekaj, kar je samo za prestati čas. In redko kaj opiše naše nepopolno razumevanje humorja tako dobro, kot to, da se nam zdi, da je humor nasprotje od resnosti. Vsi, ki ste že slišali kako dobro šalo, veste, kako globoko vid lahko prinese in koliko se da iz tega naučiti. Pa bom dal primer nekoga, ki ve, kako je s humorjem. To je britanski igralec in komik John Cleese. On pravi naslednje. Najprej, smeh nas približa drugim, nas bliža z drugimi. Po drugi strani pa ga vsakič znova preseneča, kako je praktično nemogoče vzdrževati kakršnokoli socialno hierarhijo med tem, ko se smejimo skupaj. Za zaključek še pravi, da je smeh sila demokracije. Pa poglejmo humor in učenje, ali lahko imata kaj skupnega. Humor v našem telesu sproži stanje tako imenovane zmerne vzburjenosti. Torej neke dobrodošle budnosti. Ta pa je pomembna, zato da lahko naši možgani gredo v proces nevroplastičnosti. Nevroplastičnost preprosto pomeni sposobnost možganov, da se spreminjajo na podlagi izkušenj. Povedano še bolj po domače, to je učenje. Ko že govorimo o človeških možganih, pa je še ena stvar, ki vam bo verjetno zanimiva. In sicer to je, kaj naši možgani v resnici večino časa počnejo. To je, da napovedujejo. Napovedujejo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Če naredim to, kaj bo sledilo. In iz vidika učenja je pomembno vedeti, da
kadar se zgodi to, kar smo mislili, da se bo zgodilo, torej so naša pričakovanja potrjena, se naučimo manj. Torej, kadar naša pričakovanja niso kršena, se ne učimo. To pomeni, da v resnici potrebujemo element presenečenja. Potrebujemo nekaj, kar nas bo zanimiralo, nekaj, kar bo kršilo naše pričakovanja, kar nas pripelje nazaj k humorju. Zopet, dobra šala ima običajno konec, ki nas preseneti. In si takšno šalo dobro zapomnimo. Torej, način, ki se kaže kot dober za učenje, je tudi princip poskusov in napak. Pa si poglejmo mojstre učenja po principu poskusov in napak. To so otroci. Vi ste že bili otroci? Predvidevam? Okay. To ni bilo presenetljivo, zato se v tem trenutku verjetno nisem ničesar novega naučil. Ampak, vendarle, otroci delajo kaj? Kaj ste vi delali, ko ste bili otroci? Veliko ste se igrali. In takrat ste se tudi veliko naučili. Izkaže se, da celo živalske vrste, ki se več igrajo, kažejo višjo stopnjo nevroplastičnosti. Več se učijo. V stanju sproščene igre se v našem telesu tvorijo spodbudni kemijski procesi, rastni dejavniki in stvari, ki vplivajo na razvoj naših možganov. To pomeni, da element presenečenja je nekaj, kar nam je domače že od nekdaj. Če pogledamo, ko spremljamo ljudi pri odraščanju, kateri otroci so odrasli v uspešne posameznike? To so običajno tisti, ki so največ časa preživeli v optimalnem stanju igre, ko niso bili obsedeni z rezultatom, ko so nekako široko razmišljali, povezovali različne stvari, koncepte in podobno. In izkaže se, da imajo v angleško govorečem svetu, za ljudi, ki so to sposobnost ohranili, eno zanimivo besedo. To so tinkererji. To so ljudje, ki se poigravajo z stvarmi in z idejami, ki se igračkajo, poskušajo, kombinirajo. In izkaže se, da so to ljudje, ki zelo dobro uravnovešajo resnost in fokus, humor, zabavo, veselje in pa delo in počitek. Kaj pa odrasli? Kako se odrasli najboljše učimo? Ni bistveno drugače kot za otroke. Najboljše se učimo, kadar smo lahkotni in kadar delamo napake. Mimogrede, to je zelo slaba novica za vse, ki želijo vse narediti prav že prvič. Napake so torej pomembne zaradi kršitve pričakovanj, zgodi se nekaj novega in to si bolj zapomnimo. In zdaj, če odrasle ljudi, ki se učijo, ki delajo napake, ki pravzaprav koristijo enega izmed pomembnih virov učenja, ki pravzaprav so trije, uspeh, če nam uspe, uvid, torej tisti aha momenti in pa napake. Če damo takšne ljudi v skupino in razmišljamo zdaj o organizacijskem nivoju, kaj se zgodi? Izkaže se, da organizacije, ki zelo dobro uporabljajo smisel za humor v svojih okoljih, da imajo dve ključni prednosti. Običajno so bolj uspešni in bolj konkurenčni. Zato obstaja najmanj 5 razlogov. Prvič, humor je eden izmed redkih zdravih načinov spoprijemanja s stresom. Kar pomeni, da nas lahko pripravi do učenja, tudi kadar imamo slab dan. Drugič, humor spodbuja učenje in lahko transformira našo organizacijo v dejansko učečo organizacijo. Tretjič, humor lahko vpliva na vedenje. Ko se smejimo neprimernemu vedenju, si s tem damo v vid, kako je to vedenje nekoristno. Če to počnemo skupaj, slišimo še druge, kako se smejijo v takšnemu primeru, je bistvo samo še bolj prepričljivo. Četrtič, humor spodbuja kreativnost. Dandanes je inovativnost izjemno pomembna in tudi humor lahko pomaga, da hitreje in lažje uvajamo spremembe. In petič,
humor daje občutek varnosti ob spremembah, kar je pa posebej pomembno zlasti danes. Če damo vse to skupaj, lahko s humorjem končno nazaj ustvarimo okolja z običajno človeško toplino. Organizacije, kjer komuniciramo sproščeno, iskreno in odprto. Lahko gremo iz duha humornega v humorno in požanjemo vse koristi, ki sodijo tu zraven. Kot je rekel kanadski filozof Marshall McLuhan, je rekel, kdor ločuje med učenjem in zabavo, ne razume niti enega, niti drugega. Zato združite oboje za najboljšo korist, ker kdor se najbolj smeji, se največ nauči. Fajn se smejte.